Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Tic, povej. Je. Tako. Zdaj, v hribih smo imeli eno oddajo, ne? Ja? Enkrat. Ja? Pa ne vem, boš verjetno malo bolj začel hribe, ki tudi kaj hoditi. Ja, se že malo. Ko Ja. boš začel. Ja? Se boš, ti bom pač malo seznanil z kakšno osebo, ki je bila pomembna za Slovenske gore. Ok. To je ena od oddaj Neznani Slovenci, Ok. ki bomo eno gospo z imenom Pavlo Jesih omenili danes. Neznana, ja. Mislim, ne vem, kdo je. Ja, pač neznana, spet zaradi razlogov. Ja. A ima lep zaključek. Ne. Zelo težko je najti nekaj takega, moram reči, da so res... Sej verjetno zaradi tega, ker so imeli vsi več ali manj bolj take šok zaključke, jih zato pol ne poznamo. Ja. No, Pavla Jesih je bila alpinistka in podjetnica. Ok. Kdaj je Od živela? leta 1901 do 1976. Ok. Zdaj, do vojne je bila vodilna oseba v alpinizmu pa v kinu. Kje v alpinizmu pa? V alpinizmu pa za kinematograf. Aha, ok. Tle bom... Pač nisem povezal. Ja, sej, tudi njen opus je variiral. Ja, ok. Tle bom citat prebral. Ambiciozna, izobražena, podjetna ženska, ki se ni ozirala na družbena pravila, strupenega jezika, a izjemno empatična. Prijateljica škofov in komunistov. Ženska, ki se je zavedala svoje moči in jo je bila pripravljena uporabiti za tisto, kar se je zdelo pravilno. Ok. Taka res ženska, pač, kako, ja, pač Mila. ambiciozna, ja, Ja. ki je imela, ja, Moč in besedo. tako. Dobro Ok. me dopolnjuješ, vidiš, jaz Ok. tako dostakrat pozamem kakšne besede, ki bi lahko povedal. Ja. Pol sem pa kar tih. No, rodila se je v Ljubljani in najprej zaslovela kot res vrhunska alpinistka. Ona je naredila 18 prvenstvenih smeri v Slovenskih gorah, na Triglav, Škrlatica, Jalovec. Druge gore, med njimi tudi Špik, njena najljubša gora. In to take vzpone, ne vem, ker si ben dec ni upal ali pa ni hotel. Je Je šla ona ona. sama oziroma včasih s eno soplezalko, da sta naredile marsikajšno Tudi še ena prvenstveno ženska. smer, ja. Ta druga ženska je bila Mira Debelak, ki je bila pa tudi, se pravi v tistem času, pred vojno, je bila pač vrhunska alpinistka. Dejansko smo imeli te dve, Pavla Jesih pa Mira Debelak, sta včasih plezali, ja, marsikajšnega moškega sta prekašali tako in drugače. Recimo, da je bila taka strupenega jezika. Enkrat je ta Pavla Jesih z enmo plezala, sta se nekako malo zaplezala in on je hotel obupati in ga je Pavla nadrla, da je reva, kva se gre. Ne, na tak način, a ne, on je hotel, da bi pač reševalce, da bi šel po reševalce, ne, pač pojdi, če češ, a ne. Jaz grem. Tako da, ja, pač je bila taka, res, a smo, a nismo, ne. Ja. Dobro. Tako da, ja, dosti je plezala do leta 34, ker je imela takrat eno dosti hudo nesrečo v gorah, je plezala iz Male Mojtre, ki je na Travnik, sta dve gori, in je padla nekih 30 metrov pač v globino, bila je z enim soplezalcem, on je pač šel po reševalce, tako še ni bilo telefonov, ne, Ja. in Pavla je mogla takrat čez noč polomljena in čakala na reševalce, da so jo pač rešili, ker je imela pač, ker je bila malo, takrat se je pol malo ustavila v gorah in se je vrgla v podjetništvo. Ok. Se je preselila v Cele in tam odprla en kino, pa še kar nekaj kinematografov in je bila v bistvu pol pred drugo svetovno vojno lastnica največje verige kinematografov na Slovenskem. Ja. Ja. Zdaj, Kjere? v Celu, v Ljubljani, v Ptuju, tako nekih Kako Dobro, so se vam 6, 7. Ali pa to so imeli listi? Mislim, da ne. Aha, sam pač so spet.
Aha, Bila je- pač ona je bila Ona je bila lastnica. lastnica, pa tudi Okej. neko svojo tehniko podnaslovov je v teh kidih delala. Okay. Zdaj, sicer o njej, spet jaz bom sam neke uporne točke povedal, ne. Dost je, nekaj je napisan, tudi en dokumentarc je o njej, tako da se da, unke si bi si želel, se lahko sam malo več tudi pogleda, ne. Pol pa je prišla vojna in je sicer med vojno zelo podpirala OF, Osvobodilno fronto, predvsem finančno, pač pomagala, ne, da so se znebili okupacije. Ampak so jo po vojni želeli nacionalizirati, se pravi, takrat ni bilo osebne, niso hoteli, da je osebna lastnina, samo državna in pač to vsi delajo za državo, ne. Ni podjetnikov samostojnih. Čemur se je ona seveda uprla, ni hotela. Ja, no. No, na kar so jo pač obtožili kolaboracije, da je sodelovala z Nemci, takrat pa pol so ji pa pobrali vse kinematografe in vse, kar je imela, ker pač, ja, ne, tako je bilo. Noro. Ja. Pol sicer so ji ponujali tako zelo visoke, mislim, da celo direktorsko funkcijo v tem novem državnem filmski industriji, ali kako bi rekel, ampak ji ni hodila, pač zavrnila, ker pač vse so ji pobrali, kaj zdaj pa za njih dela, da. Ja. Na tak način. Zato je pa bila taka ženska, ki je res Ja. načelna, ne. No, štimene. Ja. Ja. Pol, ena od stvari, ki jo tudi bi bila lahko poznavna, pa jo ne. En mesec po drugi svetovni vojni, junija 1945, Ja. sta z Jožem Čopom opravila, citiram, eno najveličastnejših dejanj v zgodovini alpinizma. Osrednji steber na severni Triglavski steni sta preplezala skupaj, ampak danes se ta steber imenuje Čopov steber. Se pravi, ne po njej sploh, Aha. čeprav je bila zraven. Aha. Ja. Pa ga je tudi preplezala. Ne bi pa zato, ker ni bila ona iz delavskega razreda in takrat je bilo to no-go, pač ne bomo jo sploh omenili. Ok, slabo. Kar je, ja, spet. Ja. Zdaj, plezala je pol, dokler nekako še lahko. Kasneje Ja, če je pa še 45, pa 34 se že tok. ja, pač je bila še zmeraj Ja. ženska. Ja. Em, Se je porihtala, pa je še ja, preplezala. pa je naredila eno najtežjih smeri v gorah, tako rekel. Zanimivo. Zdaj- Ja, dobro. Pol je bila oskrbovalka teh domov, tudi na Krederci, dokler je lahko. Zavrnila je častni znak Planinske zveze Slovenije, ker se pač zamerila se je in oblast in vsi, ker so ji pač, kaj so ji naredili, ne. Ja. In na koncu je bila v bistvu znana samo še potem, da je bila ena stara gospa, ki je v Star Ljubljani golobe futrala. Ni marala nekih obiskov, bila je spet sama in ja, O, ja. 76 pač spet pozabljena, odšla na drugo stran. In pol spet ena taka stvar. To sem se zdaj spomnil na sam doma. Na uno gospo, veš, iz Aha, golobi. ja. Ja. Sprav, ki je umrla, je bila njena želja, da bi pa pel njen po špiku, zaprav po gori, njeni najljubši Ja. gori, da bi ga raztrosili. Pa niso pustili, zato ker so se zgovarjali na onesnaževanje. No, Ja. kar je pa tukaj pol mal lepši zaključek, da sta leta 2014 dva pravnečaka njena po nekih dolgih birokratskih zadevah sta uspela, da sta dobila njen papir in sta ga dejansko raztrosla po špiku. Aha. In vsaj na tak način izpolnila željo, ne. Aha. Tam ima tudi, na špiku ima tudi eno ploščo, če boš kdaj hodil, boš mogoče Okej. videl plošče Pavla Jesih. Aha. Tako da, ja, to pa je Pavla Jesih, ena neznana Slovenka, ki je Zanimivo. dost bila, sicer Ja. veliko naredila, ampak spet zaradi določenih stvari jo ne poznam. Sam koliko je zanimivo, koliko te lahko ena, mislim pač ja, se valjda, ampak država tako, pač zabije dol, ampak pač gledaš za nazaj, a ne vem,
takrat se jim je zdelo to ful pomembno, zdaj, ko gledaš, pač zakaj. Zdaj si enega človeka, ki je imel... Ja. In koliko je tega recimo še danes, da, a veš, pač se mogoče zaradi nekih stvari... Zato se pa moramo učiti zgodovine. Tako, da ne delamo. Pregovor je historia magistri vita, da je zgodovina učiteljica življenja. Se pač učiti, kaj se včasih dogaja, pa se probati izogibati temu, čeprav se zelo težko vidiš, da se napake ves čas ponavljajo, ampak saj malo, da greš vsaj probamo malo kaj drugače narediti. Tako. Ja. Cool. Toliko o tem. Toliko o Pavli. Zanimiva oseba. Ja, res je. Ok, hvala za ogled, pa lep petek. Adijo. Adijo, čau.